Slovencem po svetu in domovini. Lepo pozdravljeni. Svetovni slovenski kongres je nedavno Slovesno akademijo obeležil 35-letnico delovanja. In v današnji oddaji boste lahko slišali, kaj je ob tem povedal predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič, kaj so povedali še drugi vabljeni govorci in ne nazadnje tudi slavnostni govornik, profesor dr. Jadran Lenarčič, dolgoletni direktor Inštituta Jožef Štefan. K poslušanju oddaje vas vabim Matjaž Merljak. Večer na gradu Fužine v Ljubljani, prav na obletnico prvega zasedanja Svetovnega slovenskega kongresa, njegove slovenske konference v Cankarjevem domu v Ljubljani leta 1991, je bil prepleten s spomini in pogledom v prihodnost te pomembne organizacije, ki povezuje Slovence doma, v zamejstvu in po svetu. In prav odločilne vloge Svetovnega kongresa v času osamosvajanja in mednarodnega priznanja Slovenije se je v svojem govoru dotaknil predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič. Naših 500 000 predstavnikov, gospodarstvenikov, političnih uglednih Slovencev je izjemno pomagal, da smo mi dobili priznanje osamosvojitvene suverene države. To je nekaj, kar lahko vprašate vse bivše ambasadorje in sedanje, in to je res velika zasluga. Pa so pa rekli, ja, se zdaj ga pa ne maramo več, ker so nam to pomagali, ne? Jaz sem najbolj ponosen, da smo mi začeli mednarodne konference, zdravnik 50 že, 14 zdravnikov, 12 znanstvenikov, gospodarstvenikov in tako naprej. In velikrat nas je Slavko Bobovnik povabil na odmeve, mene pa še ne 2 vrhunska strokovnjaka. Potem pa me vprašal, ja, a so te vaše konference, kaj pa je korist od njih? A je to debatni krožek, tako kot OZN, United Nations, tam pravi, da ne sme biti vojn, pa jih je zmer več, ne? Tam sam debatirajo. Jaz sem pa rekel, veste kaj, mi smo imeli, takrat je bilo skoraj 10 konferenc zdravnikov. Na prvo konferenco zdravnikov so zelo redki domači prišli, ki so se bali, da jim bojo oni iz Švice, iz Kanade, iz Amerike pamet solili, ker imajo 3-krat večje plače, pa mogoče boljšo opremo. Pa so prišli 60% iz tujine, tudi iz Avstralije, so se spoznali, pa so meni te iz tujine rekli. Recimo Jožica Ledenik je imela svoj sanatorij v Avstraliji, v Sydneyju, ker je ugotovila ene patente zelo pomembne. Pa je rekla, Boris, vaši zdravniki doma vrhunski so toliko dobri, kot tisti v zunaj. Mogoče imajo malo nižjo plačo. Moj brat je bil pa glavni kirurg 5 let, je pa rekel, veš kaj, mi točno vemo med nami, kdo je res dober, kdo pa ni tako dober. In na srečo imam 5 zdravnikov v familiji, ki mi zmer predlagajo ta dobre zdravnike, zato sem še živ. No, pa sem pa jaz Bobovniku rekel, lej, te zdravniki so se spoznali in mojih 5 sorodnikov, ki so zdravniki, pravijo, recimo Metka Zorc, ki tukaj sedi, prav, ker imam jaz izredno komplicirano operacijo presaditve stenta, pa to, ker jaz pokličem slovenskega zdravnika v Ženevo, v Švico, v Kanado, enega, ki se na to spozna. Pa je rekel Bobovnik, jaz nimam več vprašanj za vas. Pa sem pa to isto povedal enkrat, ker me je Rosvita Pesek povabila, to štorijo, pa je rekla, to pomeni, da rešujete življenja. Se je rekel, ja, zelo pameten odgovor, ampak to ni samo pri zdravnikih. Ko imamo mi konferenco gospodarstvenikov, večina jih je bilo pri Jadranu Lenarčiču, ki je danes slavnostni govornik, Štefanu, se dobijo gospodarstveniki, si izmenjajo tehnično, tehnološko znanje, kje imajo trge, kje je izvoz, uvoz. In s tem, kot je Rosvita rekla, s tem rešujete življenja, s tem rešujemo podjetja, gospodarstvo ali pa
ker vsi znanstveniki pridejo na Štefan iz tujine in pridejo zmeri na svoje stroške, se posvetujejo in dvignejo nivo naše znanosti. To o tem. Zato pa mi še vedno rabimo 500 000 naših Slovencev, da nam pomagajo in upam, da bo ta vlada in njeni ministri upoštevali nasvete, kako izboljšati zdravstvo, kako izboljšati znanost naših Slovencev iz tujine, ker radi pridejo sem, to se pravi, še zmeri rabimo, zmeri več, ker če hočemo postati Švica, kar smo enkrat rekli, pa se saj približati, je rekel Ivan Oman, če hočeš postati Švica, moraš orang švicati. Večina naših ministrov pa politikov se jim pa naljub švicati. No, ampak dajmo povabiti naše stojine, da nam pomagajo, kaj so najboljše prakse na svetu. Tako predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič. V imenu predsednice Republike Slovenije je navzoče na slovesnosti ob 35-letnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa pozdravil tudi njen soprog, dr. Aleš Musar. Svetovni slovenski kongres vidim kot tisto silo, ki združuje Slovence, ki jih je usoda tako ali drugače pripeljala drugam po svetu. Nekatere po izbiri, druge zato, ker so morali, tretjim je začrtala mejo med našo državo in državo, v kateri bivajo, no in četrti so bili pa po svetu samo začasno, tako kot dr. Pleskovič recimo, ki sem ga spoznal dejansko v njegovem času na Svetovni banki, ko je bil tam na pomembnih položajih. Jaz sem pa leta 1993 prišel kot mlad konzultant in lahko povem, da nas je bilo takrat na Svetovni banki 7 in naše politično prepričanje je bilo, da smo bili vsi Slovenci. Ni razlik, ko smo enkrat zunaj in ko moramo stopiti skupaj. Takrat, to je bilo torej leto ali dve po tistem, ko so nastali tudi naši prvi potni listi, je bil čas, ko so na mejah po svetu še dostikrat vzeli potni list in ga z začudenjem pogledali, da so se naučili, kako zdaj izgleda ta potni list nove države. Točno to se mi je zgodilo, ko sem ravno za Svetovno banko šel na eno misijo v Azijo in sem prepričan, da se seveda tudi dr. Pleskoviču takrat enako dogajalo, ko je hodil po svetu. No in ta vloga združevanja Slovencev in tega, da pripelje Slovence skupaj, mislim, da ostaja izjemno pomembna. Ne samo zato, da pripeljemo Slovence v Slovenijo, ampak da tudi poudarimo, kaj vse smo Slovenke in Slovenci dali svetu. Tukaj ni potrebna prav nobena skromnost. Ja, tudi moja zdravnica je doktorica Metka Zorc in za njo recimo lahko vsi vemo, da svoje znanje prenaša povsod po svetu in v Slovenijo pripelje vrhunske strokovnjake od vse povsod. In ko rečemo tisto, kaj nas povezuje, je to lahko znanje, je to lahko umetnost, je to seveda nacionalnost, ne pa nujno. Kajti mi lahko za svoje vzamemo tudi tiste, ki pridejo v Slovenijo in tukaj nekaj za Slovenijo in za slovensko znanost naredimo. Takih smo imeli veliko v zgodovini. En od njih recimo je baron Žiga Zois, originalno iz pač italijanske rodbine, ampak ravno v tem času imamo v Washingtonu v organizaciji našega veleposlaništva razstavo o izumiteljskih dosežkih Slovencev v Ameriki, torej o tem, kaj smo Slovenke in Slovenci prispevali k razvoju ameriške družbe. No in na tej razstavi sta dva predmeta, ki prihajata direktno iz predsedničine pisarne. V njeni pisarni je namreč delovna miza barona Žige Zoisa iz njegovega nekdanjega gradu na Brdu in na tej mizi stoji en izvod Vegovih logaritmov iz leta 1794, ki so bili temeljno delo matematike in je v pisni obliki obstalo skoraj 200 let. Do tedaj, ko je na začetku 70. let logaritme, ki smo jih mnogi še uporabljali v taki mali knjižici, jaz se spomnim kot rahlo oranžne, ne vem, kakšne so bile vaše izkušnje, no takrat so jih pa potem nadomestili prvi znanstveni kalkulatorji. In prvi znanstveni kalkulator je bil narejen seveda v Ameriki, kje druge, v tovarni Hewlett Packard.
Ampak naredil ga je Franc Rode, slovenski inženir. Takih primerov imamo dejansko zelo veliko. Imamo tudi primere vplivov, ki so šli lahko v obe smeri. In tudi to je zelo pomembno. Ne samo, da mi nekaj prispevamo v svetu, ampak da smo tudi odprti, da svet nekaj prispeva k nam. Eno od pogosto citiranih pa originalno, pravzaprav zelo skopo opisanih točk tega vpliva Slovencev na svet je dejstvo, da je Thomas Jefferson preko francoskih avtorjev poznal proces ustoličevanja karantanskih vojvod in je to, da vrhovni oblastnik prejme oblast iz rok predstavnika ljudstva, vgradil v ameriško ustavo. Zato je tako zelo primerno in pomembno, da je ravno knežji kamen tule v centru te slike. Čestitke, draga umetnica, in aplavz za to. In po mojem mnenju je to tudi najbolj reprezentativen simbol slovenske državnosti, ki sega globoko, globoko v zgodovino in nikogar z ničemer ne deli. Knežji kamen je tisti naš simbol, ki je zelo, zelo primerno tukaj. Na drugi strani imamo pa eno epizodo, ki je se zgodila v nasprotno smer iz Amerike v Slovenijo dobrih 60 let kasneje. Namreč v Ameriki je takoj po letu 1850 išla izjemno pomembna knjiga koča strica Toma, Uncle Tom's Cabin. Harriet Beecher Stowe je napisala in za njo so mnogi v Ameriki rekli, da je bila najbolj odločilno delo, ki je potem kasneje pripeljalo do osvoboditve sužnjev tudi v Ameriki in nasplošno do demokratičnih procesov povsod po svetu. Samo leto za izidom v Ameriki sta išla 2 slovenska prevoda. V času, ko to ni šlo po elektronski pošti, ampak je morala ladja, in to vprašanje, če je že bil parnik, pripeljati original v angleščini v Evropo in so ga morali potem Slovenci vzeti v roke in ga prevesti. Tako smo se tudi mi učili, lahko rečemo, demokracije od Američanov. Na področju znanosti, če tudi izpustimo barona Zoisa, imamo seveda še veliko, veliko takih primerov. Naših znanstvenikov, ki so prispevali v svetovno zakladnico znanja. Imamo Nobelovca, Friderika Pregla, naš je, tako kot je Marija Sklodowska-Curie Poljska, pa je delala v Franciji. In imamo recimo Italijana, Giovannija Antonija Scopolija, ki je bil na začasnem delu v Sloveniji, pa v tistem času ogromno prispeval v bogatstvo slovenske zakladnice znanja in je prispeval eno zadevo, ki morda ni zelo znana, pa bi si želel, da jo morda nekoliko bolj poudarimo. Lipa je slovenska, pa ne v simbolnem pomenu, ampak v popolnoma znanstvenem. Namreč, tam, kjer je bila rastlina prvič opisana po Linnaejevi klasifikaciji, tisti kraj se šteje za njeno pradomovino. In Scopoli je med 70 rastlinami, ki jih je prvič opisal po Linnaeju, opisal tudi lipo. Lipa, katere pradomovina je Slovenija. Zgodba se potem lahko še nadaljuje in gremo iskat Scopolivo lipo, to našo pralipo, ampak to je že predolga zgodba, a ne? Ampak rečem lahko to. En znanstvenik, en umetnik lahko prispeva v zakladnico znanosti, umetnosti, s svojim talentom, s svojim znanjem več kot ene države, tudi več kot ene nacije. Imamo Mušiča, ki je bil umetnik 3 držav. Imamo Borisa Pahorja, ki je pisatelj italijanstva in slovenstva. Njegov prispevek v italijansko literaturo demokracije je v sosednji državi pravzaprav neprecenljiv. Ampak tisto, kar si pa velja zapomniti, srce je pa eno, slovensko. Tako je na Slovesni akademiji ob 35-letnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa v imenu predsednice Republike Slovenije zbrane nagovoril dr. Aleš Musar, njen soprog. Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si. V današnji oddaji predvajamo posnetke Slovesne akademije ob 35-letnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa. Svoj pogled na začetke te organizacije je predstavil tudi dr. Stanislav Raščan, ki je državni sekretar na Slovenskem zunanjem ministrstvu, zagotovo pa eden prvih podpredsednikov Svetovnega slovenskega kongresa. Zelo živimi spomini je obudil dogajanje leta 1991. Rad bi vas pozdravil tako v imenu predsednika vlade, gospoda Janeza Janšo, tisti, ki ste tako dolgo v kongresu kot jaz, že 35 let, veste, da se je zelo rad udeleževal naših okroglih obletnic, pa tudi naših srečanj. Rad bi vas pozdravil v imenu ministra za zunanje zadeve, gospoda Toneta Kajzerja. Trenutno je v Dubrovniku na Dubrovniškem forumu in ima kar 6 sestankov z zunanjimi ministri. In nekako je, ne vem, ali je splet na ključi, ali je Svetovni slovenski kongres tako izvrstna organizacija, skoraj celo vodstvo Ministrstva za zunanje zadeve na nek način povezano z Svetovnim slovenskim kongresom. In dovolite mi samo še eno zgodbico. Takrat leta 1991, ko smo ustanavljali Svetovni slovenski kongres, se spominjam, kako smo se srečali v Cankarjevem domu, kako smo se pogovarjali z temi iz tujine, ki so prišli, in kako z žalostjo so nas zapuščali, ko nas je začela napadati jugoslovanska, tako imenovana jugoslovanska ljudska armada. In po spletu okoliščin sem jaz bil v nekaj mesecih v Kölnu, v Torontu, v Clevelandu in vam povem, z kako navdušenostjo in z kako organiziranostjo so tudi konference ameriška, kanadska, nemška pošiljale takrat še telefakse, telefonirale svojim predstavnikom, parlamentarcem in tako naprej. In so se zelo kmalu vdali zaradi tega, ker enostavno v svojih pisarnah niso mogli več delovati, ker smo jih tako zasuli z telefaksi, z telefonskimi klici. In ena mojih najlepših še zdaj spominov je fotografija tudi, kako stojim z slovensko zastavo 15. januarja 1992 v dvorani Svetovnega oziroma kanadskega kongresa v Torontu. 2000 Slovencev nas je bilo. V Sloveniji je prišlo na žalost do krize, vladne krize in tako naprej, tako da je bila po spletu okoliščin največja proslava priznanja Slovenije ze strani EU držav in tudi Kanade in še nekaterih drugih izvenevropskih držav v dvorani v Kanadi. 2000 nas je bilo. Kardinal Ambrožič je imel slavnostni govor. Skratka, spomini so lepi in upam, da jih bomo še gradili naprej naslednjih 35 let. Tako državni sekretar na zunanjem ministrstvu dr. Stanislav Raščan, eden prvih podpredsednikov Svetovnega slovenskega kongresa. No, v imenu Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu pa je organizaciji ob 35-letnici spregovorila tudi državna sekretarka dr. Helena Jaklič. Z roko v roki praznujeta svoj rojstni dan samostojna slovenska država in Svetovni slovenski kongres. Zgodovinsko sta si tako tesno prepletena, da ju skoraj ni mogoče misliti ločeno. Le 2 dni po razglasitvi samostojne države Slovenije, države vseh Slovencev, tudi tistih, ki jih je pretekli sistem skušal izbrisati kot sinove in hčere slovenskega naroda, so se naši rojaki z vseh celin povezali z željo, da bi pomagali mladi državi pri njenih začetkih in v njenem vsestranskem razcvetu.
Uspešni gospodarstveniki, znanstveniki, misleci, ekonomisti in kulturniki so se v tistih usodnih dneh prihiteli v domovino, ker so čutili, da jo ta potrebuje. Ponudili so svoje znanje, sposobnosti in izkušnje, pa tudi ugled, ki so ga uživali v svojih novih domovinah, ter svoje mednarodne povezave. Vse zato, da bi slovenska država lahko zadihala s polnimi pljuči. Ali, kot je ob 30. obletnici dejal predsednik dr. Pleskovič, največja spodbuda za ustanovitev Svetovnega slovenskega kongresa je bilo pričakovanje, da bodo po 1000 letih želja in hrepenenja dobili lastno državo. Vsi so hoteli pomagati in mnogi so to tudi storili. Danes, 35 let pozneje, se s hvaležnostjo oziramo v tisti čas in na prehojeno pot Svetovnega slovenskega kongresa, ki je številnimi mednarodnimi konferencami in srečanji povezal slovenske strokovnjake z vseh koncev sveta. Iz teh srečanj so zrasle številne vezi. Znanstvene, gospodarske, zdravstvene, pravne, kulturne in ustvarjalne. Predvsem pa so se okrepile najpomembnejše vezi. Vezi med Slovenci doma, v zamejstvu in po svetu. Prav prizadevanja Svetovnega slovenskega kongresa, da bi čim bolj povezal Slovence v domovini z rojaki po svetu, je temelj, ki po 35 letih še vedno ostaja kot najtrše sidrišče njegovega delovanja, pri čemer pa se njegovi nosilci odgovornosti dobro zavedajo, da ostajanje preteklosti ni tisto, kar neko organizacijo dela živo, sodobno, aktualno. Vsak čas namreč prinaša nove izzive, na katere je treba poiskati prave odgovore. Novim realnostim pa je potrebno prilagajati tudi načine sodelovanja. V današnjem globalnem svetu, v katerem se spreminjajo razmerja moči med nekdanjimi in novimi gospodarskimi ter političnimi velesilami, v katerem varnost in mir nista več samoumevna, je povezovanje Slovencev doma in po svetu morda še pomembnejše kot pred 3 desetletji. Toda pomembnejše na drugačen način. Pred 35 leti je bila osrednja naloga Svetovnega slovenskega kongresa pomagati pri mednarodnem priznanju mlade države in utrjevati njeno prepoznavnost. Danes pa je med njegovimi pomembnimi poslanstvi tudi odpiranje Slovenije v svet, krepitev njene gospodarske konkurenčnosti, mednarodnega sodelovanja na področju znanosti, inovacij, kulture in drugih področij. Pri tem je vključevanje in povezovanje vrhunskih slovenskih znanstvenikov, podjetnikov, intelektualcev, kulturnih ustvarjalcev, ki delujejo po vsem svetu z matično domovino neprecenljivega pomena. Tako tistih, ki so se v tujini že rodili, kot tistih, ki so v zadnjih letih in desetletjih odšli novim priložnostim naproti. Med njimi je veliko mladih talentov, ki predstavljajo pomemben most v prihodnost. To je vaša naloga nenadomestljiva. Toda ne glede na spreminjajoče se okoliščine ostaja temeljno poslanstvo Svetovnega slovenskega kongresa vendarle isto. Ohranjati in krepiti vezi med vsemi Slovenci, tudi s tistimi, ki morda živijo na koncu sveta. Kajti če se izgubi narodna vez, se izgubi srce in ostane samo še brezosebni interes. Spoštovani člani Svetovnega slovenskega kongresa, ob vaši pomembni obletnici vam iz vsega srca želim v svojem imenu in v imenu ministrice, da bi tudi v prihodnje ostali pomemben povezovalni člen med slovenskimi ljudmi, kjerkoli živijo. Da bi še naprej utrjevali zavest o pripadnosti skupnemu slovenskemu gospodarskemu, znanstvenemu, kulturnemu prostoru ter gradili mostove med domovino in rojaki po svetu. Naj vas pri tem spremlja misel, da vaše poslanstvo ostaja živo. Vse dokler bo živel slovenski rod. Srečno. To je bila državna sekretarka, doktorica Helena Jaklič. Slovesna akademija ob 35-letnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa je imela tudi mednarodni pečat, saj je zbrane nagovoril Ernest Herzog, izvršni direktor programov Svetovnega judovskega kongresa. Prevod je prebrala predsednica belgijske konference Svetovnega slovenskega kongresa, magistrica Nežka Figelj. V veliko čast in veselje mi je, da se vam danes v imenu veleposlanika Ronalda Lauderja, predsednika Svetovnega judovskega kongresa, pridružim ob praznovanju 35. obletnice Svetovnega slovenskega kongresa.
Letošnje leto je še posebej simbolično. Medtem ko Svetovni slovenski kongres obeležuje 35 let od svoje ustanovitve v času zgodovinske poti Slovenije do neodvisnosti, Svetovni judovski kongres praznuje svojo 90. obletnico. Gre za dve organizaciji, rojeni v zelo različnih zgodovinskih okoliščinah, vendar povezani z enakim temeljnim prepričanjem, da se narod ne konča na svojih mejah, ter da identiteta, solidarnost in odgovornost segajo daleč onkraj geografskih meja. Svetovni slovenski kongres že več kot 3 desetletja povezuje Slovence po vsem svetu. Ohranja slovenski jezik, kulturo in tradicijo, krepi narodno identiteto, podpira izobraževanje, znanost, kulturo, gospodarstvo in javno življenje, ter gradi mostove med Slovenijo in njeno diasporo. Hkrati ostaja trdno zavezan demokratičnim vrednotam, strpnosti, medsebojnemu spoštovanju in skrbi, da mlajše generacije ostanejo povezane s svojo dediščino. To so dosežki vredni iskrenega priznanja in praznovanja. Prav te vrednote globoko odmevajo tudi v Svetovnem judovskem kongresu. Svetovni judovski kongres si že 9 desetletij prizadeva povezovati judovske skupnosti po vsem svetu, zagovarjati njihove pravice, se boriti proti antisemitizmu, krepiti judovsko identiteto ter graditi partnerstva z vladami in civilno družbo. Tako kot vi, tudi mi verjamemo, da skupnosti ne uspevajo zgolj zaradi svoje zgodovine, temveč predvsem zato, ker vlagajo v svojo prihodnost. Zato sem bil še posebej vesel, da sem se maja srečal s predstavnikoma Svetovnega slovenskega kongresa, Dejanom in mano. Naši pogovori so hitro pokazali, da imata naši organizaciji veliko več skupnega, kot bi morda pričakovali na prvi pogled. Iskreno upam, da je bilo to srečanje začetek trajnega partnerstva med obema kongresoma. Obstaja veliko področji, na katerih se naše izkušnje dopolnjujejo in kjer lahko skupaj prispevamo k močnejšim skupnostim, bolj odpornim demokratičnim družbam in tesnejšemu mednarodnemu sodelovanju. Ko gledamo v prihodnost, verjamem, da obdobja političnih sprememb prinašajo tudi nove priložnosti. Pred nekaj leti je delegacija Svetovnega judovskega kongresa obiskala Slovenijo z iskrenim pričakovanjem, da bomo poglobili naše sodelovanje. Žal smo državo zapustili zaskrbljeni zaradi vzdušja, ki smo ga zaznali, ter zaradi smeri, v katero so se razvijali odnosi med Slovenijo in judovskim svetom. To niso bili lahki pogovori, vendar se pravi prijatelji znajo med seboj pogovarjati odkrito in iskreno. Danes pa verjamem, da imamo vse razloge, da gledamo naprej, ne nazaj. Nedavni dogodki so odprli možnost novega poglavja, ki temelji na dialogu, medsebojnem spoštovanju in obnovljenem zaupanju. Prvi koraki novega slovenskega vodstva že nakazujejo pripravljenost za obnovo odnosov z Izraelom ter krepitev sodelovanja z demokratičnimi partnerji. Iskreno upam, da bodo ti premiki ustvarili tudi okolje, v katerem bo judovsko življenje v Sloveniji lahko ponovno cvetelo z zaupanjem, varnostjo in ponosom. Obenem upam, da bomo priča novi krepitvi slovensko-izraelskih odnosov, ne le na diplomatski ravni, temveč tudi skozi akademsko sodelovanje, inovacije, kulturo, gospodarstvo, civilno družbo in medosebne vezi. Trajnih prijateljstev med narodi namreč ne gradijo zgolj vlade, gradijo jih ljudje, ustanove in organizacije, ki so pripravljeni dolgoročno vlagati v zaupanje. Prepričan sem,
da lahko obe naši organizaciji pri tem odigrata pomembno in konstruktivno vlogo. Lahko ustvarjamo platforme za dialog, povezujemo skupnosti in njihove voditelje, spodbujamo sodelovanje ter pomagamo graditi odnose, ki presegajo politične cikle. Zgodovina nas uči, da je mostove veliko težje graditi kot zidove, vendar tudi trajajo veliko dlje. Dovolite mi, da zaključim s preprosto mislijo. Obletnice niso le priložnost za praznovanje doseženega, so tudi povabilo, da razmislimo, kakšno prihodnost želimo graditi. Svetovnemu slovenskemu kongresu iskreno želim veliko uspeha v prihodnjih desetletjih. Naj še naprej povezuje Slovence po vsem svetu, krepi vrednote, na katerih je bil ustanovljen, ter pomaga graditi Slovenijo, ki je samozavestna v svoji identiteti, odprta za partnerstva in spoštovana v mednarodni skupnosti. In iskreno upam, da se bomo čez mnogo let na to obdobje ozirali kot na trenutek, ko se je začelo novo, trajno in plodno partnerstvo med Svetovnim slovenskim kongresom in Svetovnim judovskim kongresom. Ob vaši izjemni obletnici vam izrekam iskrene čestitke. Tako je magistrica Nežka Figl, predsednica Belgijske konference Svetovnega slovenskega kongresa, prebrala govor, ki ga je na Akademiji v Ljubljani imel Ernest Herzog, izvršni direktor programov Svetovnega judovskega kongresa. Poslušate podcast Radia Oglišče. Podcast Radia Oglišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Svetovni slovenski kongres, organizacija, ki že 35 let povezuje Slovence doma v zamejstvu in po svetu, zagotovo ni bil enkraten projekt, ampak projekt, ki ima svoj pogled tudi v prihodnost. Na slavnostni akademiji je imel svoj nagovor tudi akademik, profesor dr. Jadran Lenarčič, dolgoletni direktor inštituta Jožef Štefan. Renesančni filozof Michel de Montaigne je utemeljil svojo filozofijo na dvomu v lastno prepričanje. Rekel je, kdor trmoglavo vztraja na svojem, se največkrat moti. Ko so me te dni vprašali, kaj želim naši državi v 35-letnici, sem seveda kot znanstvenik izjavil, da ne bi bili enotni, ampak da bi hkrati znali reči, imam svoje mnenje, vendar se strinjam s tvojim. Da bi raznolikost in izmenjavo stališč in idej ter izvirnost misli videli kot nekaj dobrega, kot možnost boljše izbire, doseganja višjih in trdnejših ciljev, ter da bi svojo vizijo utemeljili na presežkih in znanju vseh. Sodimo med tisto majhno skupino narodov, česar se niti ne zavedamo, ki imajo svojo umetnost in svojo znanost. Kljub temu, da nas je približno 0,02% svetovnega prebivalstva, neki statistik bi nas zlahka povsem opravičljivo zanemaril, v svetovni umetnosti in svetovni znanosti puščamo svojo sled. V začetku meseca sem se ponovno mudil na Dunaju, ker že 15 let sodelujem z avstrijsko tehnološko agencijo. Prenočeval sem v hotelu Boltzmann, tik ob Fizikalnem inštitutu Dunajske univerze. Direktor tega inštituta je nekoč bil Jožef Štefan, Slovenec, sin nepismenih staršev iz bližine Celovca, rojen 1835. Pred časom sem se čisto slučajno prav pred tem vhodom srečal z direktorjem oziroma z rektorjem univerze, ker sva se zaklepetala prav Jožefu Štefanu. Štefan je odšel od doma na študij na Dunaj po zaslugi domačega župnika, ki je v njem prepoznal mladega genija. Na Dunaju je težko živel. Prebijal se je iz dneva v dan, dokler mu niso ponudili službe na fakulteti, ko so spoznali njegovo briljantnost. Postal je najmlajši redni profesor v državi, verjetno vseh časov. Kasneje dekan in kasneje rektor Dunajske univerze.
Že dolgo časa je vodil fizikalni inštitut, po čemer je najbolj znan. S svojimi dosežki v eksperimentalni fiziki je vstopil v svetovno zgodovino. Nakjer na svetu ni poučevanja fizike, kjer se študentje ne bi učili Štefanovega in Boltzmannovega zakona. Boltzmann je bil namreč njegov doktorski študent. Svojega učitelja je oboževal, kot vsi drugi, ki so kdajkoli poslušali njegova predavanja. Zanj je rekel, nič ne zmanjša odličnosti njegovega značaja in čarobnosti, ki jo je prenašal na mlade znanstvenike. To čarobnost je mogoče doživeti le osebno. Štefan je živel in delal stran od doma, zanj v povsem tujem svetu na Dunaju, vendar je ostal Slovenec. To je vse življenje izkazoval, celo pisal je slovenske domoljubne pesmi. Njegova zapuščina je za slovenstvo neizmerna. Tudi če bodo razmere za delo tukaj odlične v Sloveniji, je neizbežno, da bodo Slovenci delali in ustvarjali tudi v tujini. Tam imeli svoje družine, nekateri se bodo vračali, nekateri mogoče ne. Vendar je dejstvo, da smo Slovenci, še posebej zaradi svoje majhnosti, lahko uspešni samo, če smo odprti, če svoje znanje izmenjujemo, če sodelujemo z drugimi, če se torej uveljavljamo doma in v svetu. Prav ta kombinacija, odprtost v svet na eni strani in vez z domovino na drugi, je od vsega najbolj dragocena. Še en primer, ki je v osnovi hec, si ga bom dovolil, a v vsakem hecu je veliko resnice. Tudi moja hči je namreč 8 leto v Zürichu na univerzo ETH, ki je bila mimogrede nedavno uvrščena kot prva univerza v Evropi, prehitela je vse te angleške znane, Oxford in tako naprej. Ampak omenil bi rad pravzaprav njeno hči, torej našo vnukinjo, rojeno v Zürichu. Hodi v vrtec in se meša z domačini in tudi z drugimi nacionalnostmi. Nekih dan hči pošlje videoposnetek, na katerem naša vnukinja, imela je okoli 3 leta, sedi z malčkom ob knjigi. Govorita nemško. Ko naša vnukinja pokaže s prstom na sliko in reče, das ist eine hruška. Ne samo, da se mlada deklica sporazumeva v vseh jezikih, v angleščini, nemščini, slovenščini, italijanščini. Ona je pol vrtca naučila slovenščine. Izmenjava je zmeraj dvosmerna. Poteka v obe smeri. Svet oplaja nas, mi oplajamo svet. Premalo se zavedamo, da ima Slovenija odlične gospodarstvenike, zdravnike, znanstvenike, inženirje, umetnike. Pa vendar nas, ko gledamo povprečje, težijo premalo ambiciozna vlaganja. Naj omenim podatek, naša dodana vrednost na zaposlenega je nekaj manj kot 70 000 evrov, na zaposlenega, v Avstriji približno 30 000 več. Razliko lahko Avstrija usmerja v razvoj javnih servis, zdrave infrastrukture, tudi v plače. Pri nas je veliko tovarn, v katerih je proizvodnja robotizirana, informatizirana, optimizirana na najvišjem tehnološkem nivoju. Vabili so me v te tovarne, videl sem. Produktivnost je tam primerljiva z najboljšimi. Ali kaj, ko premnogi izdelki ne prinašajo pravega zaslužka, ker gre za nekakšne pol izdelke, namenjene tujemu naročniku, ki jih potem sam dobro prodaja v bolj kompleksnih sklopih. Za izdelek z visoko dodano vrednostjo je treba imeti drzne in visoke cilje, včasih nore ideje, inovativnost, spodbudna okolja ter dostop do izmenjave vrhunskega znanja in tehnologij. Tega pa ne moremo kar kupiti, moramo ga soustvarjati, torej ne zaprti za lastne meje. Povezovati se moramo s svetom in, poudarjam, še posebno z našimi uspešnimi rojaki v tujini, jih pritegniti v sodelovanje in v trajno izmenjavo z domovino. Einstein je rekel za neko svojo teorijo, da verjetno ne drži. V angleščini se reče entanglement. Da pa drži, je dokazal Nobelovec, pol Slovenec, Duncan Haldane, mama Slovenka, oče Škot, ki dela na univerzi Princeton v ZDA. Ko je na našem inštitutu predaval o svojem dosežku, so v dvorani sedeli najodličnejši fiziki. In jaz takrat kot direktor
ampak inženir elektrotehnike oziroma avtomatike in robotike. Kasneje sem mu na kosilu priznal, da predavanja nisem čisto dobro razumel. Rekel je, saj so se tudi ostali v dvorani samo delali, da razumejo. Tudi sam morda ne razumem. Trdim, da lahko prebojne rezultate prinesejo samo nore ideje in predvsem nore napake. Ustvarjalnost temelji na norih napakah. Na našem inštitutu smo neki dan sprejeli sklep, da je sobotno, govorim o inštitutu Jožef Štefan seveda, smo sprejeli sklep, da je sobotno leto v tujini obvezno za vsakogar. To pomeni, vsak mora za eno leto v tujino. Mi rečemo temu izpopolnjevanje, pa ni nujno, da gre za izpopolnjevanje. Dejansko so se vračali bogatejši za ključno življenjsko izkušnjo, opremljeni z novim znanjem in predvsem vpeti v mednarodna mreža, na katerih temelji znanstveno delovanje. Moram posebej poudariti, da so mnogi odkajali k slovenskim znanstvenikom, ki delujejo v tujini, ker so jih tam srčno sprejemali, ker so imeli tudi najboljše možnosti. In še ena zgodbica, če dovolite. Ko sem bil jaz star 8 let, je učiteljica rekla, poiščite danes popoldne za domačo nalogo v knjigi pesmico o zimi. Nekje pač v nekem zvezku, kjerkoli. Jutri pride inšpektor, pa boste recitirali pred inšpektorjem. In jaz prva stvar sem šel igrati nogomet na dvorišče in pozabil na domačo nalogo. Drugo jutro sem se spomnil na to nalogo, ko sem hodil že v šolo. 200 metrov sem imel samo do šole. Kaj ne naredim, izmislil sem si neko pesmico. Ko pridem v šolo, sem si mislil, se mene ne bo vprašala. Prvi sem bil vprašan. Pridem gor pred kateder, povem to svojo pesmico in pravi Turšica, joj, kakva lepa pesmica, kje si jo našel? Kaj čem se zdaj zlagati, ali kaj pravim, sam sem jo napisal. Ona poskoči in reče, kaj takega nisi naredil domače naloge, hotela se je pokazati malo pred inšpektorjem. Tedaj inšpektor vstane in reče, take rabimo. To je bil trenutek, ko sem, čeprav otrok, ugotovil nekaj ključnega za mojo nadaljnjo življenjsko pot. Naredil sem nekaj, kar je bilo mogoče narobe za učiteljico, ampak tudi nekaj nadvse pomembnega, stvaritev. Slovenija mora utemeljiti svojo prihodnost na stvaritvah, torej na presežkih. Vlagati v presežke pa ni poceni. Vendar najdražje je ne vlagati v presežke. Imam tudi teorijo podajnosti. Vprašujem se potem, koliko so se podsistemi pripravljeni preusmerjati in preoblikovati. Naj se bodo znanstveni inštituti, univerze, naj se bo industrija. Ali kdorkoli pač želi napredovati. Če trmoglaviš na nekem stališču, na neki usmeritvi, pri neki praksi brez inovacij, ne sprejemaš drugih in drugačnih idej, lahko samo zaostajaš. Glede tega je govoril moj nekdanji kolega, dober prijatelj, direktor največjega nizozemskega inštituta. Ljudje bi radi delali tako, kot so delali doslej, pa bi radi dobili nekaj drugega. Tudi tu vidim, da se dogaja. Pred 2 desetletjima sem izjavil za televizijo, da imamo v Sloveniji, da vlagamo v Sloveniji v znanost približno toliko, inovativnost tudi zraven, približno toliko, kot stane en dober nogometaš, recimo Messi ali Ronaldo. Ta čas vlagamo 2-3krat več kot takrat, ampak tudi nogometaši so 3krat dražji. Tako da smo spet tam. Mudil sem se na Stanfordu, dali so me večkrat, imel sem dobre prijatelje na Stanfordu, dali so me v nek manjši hotel, zjutraj pridem na zajtrk, sta me 2 starejša, gospod in gospa, vprašala. Odkot sem? Jaz pravim Slovenije. Malo se pogovarjamo sem in kaj. Potem, saj so bila tam. To je tam, kjer ne znajo kmetovati. Pa mi začnejo govoriti, veste, dober kmet ima 1 kvadratni kilometer koruze, pa toliko kombajnov ali ne vem česa, predela toliko pa toliko tega, ne.
Nič nista hotela slišati o gorskem kmetovanju, o odličnem vinu, ki ga narediš 2000 litrov in podobno. Nič nista o tem hotela slišati. No ja, jaz ne bi nikoli zamenjal naše ajde za njihovo koruzo, ne? Kaj hočem reči? Biti majhen je prednost. Biti majhen je prednost. Kdo ima najvišjo dodano vrednost, ki sem jo prej omenil v Evropi? Irci, Danci, Norvežani. Najmanjši evropski narodi imajo najvišjo dodano vrednost. Slovenci bi lahko bili Švicari, ne? Slovenci bi lahko bili nekje više, kot smo. Svetovni slovenski kongres je nastal v trenutku, ko smo Slovenci bili še posebno ponosni in senzibilni na svojo narodno pripadnost in smo prepoznali in pripoznali od soodvisnosti ter pomen sodelovanja in sožitja, ne glede na svojo politično ali kakšno drugo pripadnost. Poslanstvo slovenskega kongresa je povezovalnost in omogočanje delovanja med Slovenci doma in rojaki po svetu z namenom, da se ustvarjajo vezi in izničijo prepreke. Komu se morda zdi, da je vse to prizadevanje v današnjih časih, v katerih nas mediji zalagajo predvsem s političnimi nesporazumi, obstransko, pa ni. Ko odideš na tuje, spoznaš, da so vsi ti nesporazumi bolj ali manj prazni in da niso vredni tvoje pozornosti. Pač pa se zaveš, kako pomembne so tvoje vezi z domovino in tudi z rojaki v tujini. In kako pomembno je sodelovanje in soustvarjanje za napredovanje tebe samega, tvoje države, naše domovine in za človeštvo. Zgodovina slovenskega kongresa je nadvse bogata. Med ostalim, tu mislim na tabore, gostovanja, razstave in podobno, so bile organizirane številne dobro obiskane povezovalne konference umetnikov, gospodarstvenikov, pravnikov, znanstvenikov, gradbenikov, celo računovodij ter strokovnjakov za področje kmetijstva in gozdarstva. Jaz sem jih naštel 61. Gospod Peskovič samo 50, jaz sem jih 61 naštel. Preseneti se tudi, kdo vse od pomembnih Slovencev prihajal in prispeval na teh dogodkih. Preveč je seveda, da bi našteval, ampak dovolim si imenovati samo enega vrhunskega razrednika, Antona Mavretiča, nedavno pokojnega. Bil je eden vodilnih inženirjev pri nas in profesor na Bostonski univerzi. Tudi član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dopisni član Slovenske akademije. Bil je veliki prijatelj Svetovnega kongresa in redni udeleženec. Dovolite, da čisto na koncu izrazim osebno priznanje in zahvalo vsem, ki so ta leta delovali na Svetovnem slovenskem kongresu in tudi tistim, ki so ga podpirali. Danes čestitam tudi sedanjemu vodstvu, še posebej predsedniku gospodu dr. Pleskoviču na čelu in podpredsedniki članov upravnega odbora, vseh drugih odborov delovnih teh skupin, ne nazadnje tudi vsem zaposlenim. Zaradi njihove zavzetosti ter plemenitega poslanstva je Svetovni slovenski kongres pri meni, ko smo se prvič srečali in povem vam, ne spomnim se, kako je in kdaj je to bilo, dobil vso podporo mojo in odprta vrata inštituta Jožef Štefan. To je bil nagovor akademika profesorja dr. Jadrana Lenarčiča, dolgoletnega direktorja inštituta Jožef Štefan na Slovesni akademiji ob 35-letnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa. V nadaljevanju je umetnica Marjetka Dolinar predstavila tudi umetnino, ki jo je pripravila za to letošnjo obletnico kongresa. Prav tako so predstavili tudi jubilejno monografijo. O vsem tem pa v naših prihodnjih oddajah. Poslušate podcast Radia Ognišče. In to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat. In z Bogom! Na Radiu Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Hvala, da ste poslušali našo oddajo.
podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.